Moramo razumeti, to je dejansko realnost, to je hierarhija, mi se razvijamo, naši vodniki se razvijajo, ko se mi razvijamo, potem se pa zgodita dve stvari, ali se naši vodniki razvijajo z nami, ali pa dobimo nove vodnike. Ljubljančan Miran Peterman je pri nas priznani mojster borilne veščine Vom Vado. Za vse potrebno imeti energijo. Z mano gospod Miran Peterman. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski ekspert za partnerstvo. Sem tudi duhovni medij in energijski zdravilec. In danes bom govoril o duhovnem svetu, o skrivnostih, ki jih dejansko bi morali poznati. Glejte, v bistvu najprej mogoče, kdo sem jaz, da lahko karkoli o tem govorim. Lahko rečem, da sem pred 45 leti začel v cerkvi ministrirati, takrat se je začela moja duhovna pot. Pri 20 letih sem začel slediti odrešenika, odkrivali smo duhovne svetove, osvobajali prednike, se pogovarjali z angeli in tako naprej. Tako da v tem času je bilo, bom rekel, zelo intenzivno, ogromno izkušenj sem naredil. In potem v bistvu nekako pred 10 leti sem se začel ukvarjati z energijo v smislu, kot se ukvarjam zdaj, da pač iz energije dobivam sporočila in tako naprej. V bistvu za tiste, ki se s tem majčkeno bolj ukvarjate, lahko rečem pač, da je z mano 5 mojih vodnikov, od katerih je eden glavni, in sem zelo tesno povezan z Belo bratovščino. Tisti, ki se na to spoznate, veste, zakaj gre. Glejte, v bistvu v zadnjem času ogromno ljudi prihaja k meni, ki se ukvarja z duhovnostjo, ki je pri raznih coachih, pri tečajih, pri raznih ljudeh. Prva stvar, ki je dejansko moramo razumeti, da živimo v posebnem času. Posebnem času, v katerem dejansko nebo in zemlja postajata eno. In ogromno ljudi postaja odprtih, ogromno ljudi dobiva neka sporočila, neke zaznave. Ogromno ljudi kanalizira razna sporočila, navodila, karkoli. In potem v bistvu pač ljudje, ki so udeleženci vseh teh zadev, prihajajo k meni in potem se pogovarjamo in dostikrat, prevečkrat dejansko pridemo do zaključka, da ni rezultatov. In danes sem se odločil, da razkrijem par teh skrivnosti, ki jih morate poznati v tem času, ko dejansko, tako kot sem rekel, nebo in zemlja postajata eno. Prva stvar je, da se dotaknem naših vodnikov. Vsak človek ima vodnika, enega ali več. V bistvu to niti ni zelo pomembno. Pomembno je, da pač tega vodnika mi na nek način čutimo, jih zaznavamo, dobivamo sporočila in nas vodijo. To je pač njihov namen. Ampak tisto, kar pa ljudje ne vejo oziroma se ne zavedajo, pa je zelo, zelo pomembno, pa je, da so ti naši vodniki na različnih nivojih. To pomeni, vsak človek je energijsko, duhovno in osebnostno na nekem nivoju in glede na njegov nivo mu pripada vodnik, ki je ravno tako na nekem nivoju. In ta vodnik ima več ali manj znanja, včasih več, včasih manj. Ker dnevno srečujem ljudi, ki dejansko imajo nek stik z svojim vodnikom, čutijo, poskušajo komunicirati, ampak dejansko dobijo napačna navodila in potem se čudijo, kako je to mogoče. In razložil vam bom, kako je to mogoče. Glejte, v bistvu vodniki imajo neko znanje in to znanje je v bistvu na nekem nivoju, kot smo mi sami, oziroma seveda više, ker so pač oni vodniki. Ampak vodniki ne vejo vsega. In druga stvar je, vodniki, v bistvu pač duhovni svet, si predstavljate, je isto kot fizični svet. Dr. Wayne Dyer je rekel, da mi nismo človeška bitja z duhovno izkušnjo, ampak smo duhovna bitja z človeško izkušnjo. In dejansko naš človeški svet je narejen po vzoru tega duhovnega sveta. To pomeni pač
prej sem rekel, ne, v tem svetu obstaja neka hierarhija. So višji, so nižji, so bolj izobraženi, so manj izobraženi, so tisti, ki imajo boljše informacije, so tisti, ki imajo slabše informacije. In pomembno je, da razumemo, da se vodniki med sabo včasih ne strinjajo, da se vodniki med sabo včasih ne poznajo. Jaz komuniciram dnevno z svojim vodnikom in ga sprašujem razne stvari. Ne. Razložim mu tudi, kaj je namen te moje komunikacije z vodniki. Ampak v bistvu jaz njega sprašujem, v bistvu skozi zgodovino obstajajo neke osebe, ki dejansko so, bom rekel, bili kot neki znanilci nove informacije, novih, bom rekel, razni preroki, potem Jezus, ne, in podobni. Ne. In dejansko dejstvo, nažalost, kar mnoge izmed ljudi preseneča, je, da mnogi izmed njih ne priznavajo drug drugega. Da ravno tako vodniki, ki so zdaj, pač seveda itak vodniki so, ki so prisotni, se ne razumejo, se ne strinjajo drug z drugim. Moja partnerka ravno tako ima sposobnost, da komunicira z vodniki in potem, povedal bom par smešnih zadev. Ne. Enkrat sva se pogovarjali, seveda vedno, no, pač to je, bom rekel, zakaj dejansko je pomembno oziroma zakaj je super, da komunicirate z svojim vodnikom. Zato, da dobite vodstvo, zato, ker oni imajo vseeno drugačen pogled v življenje. Vseeno imajo dostop do nekih skrivnosti, katerih mi nimamo. Vseeno imajo neke informacije in dejansko naše življenje je bistveno lažje. Omenil bi tukaj še pred kratkim sva z mojo partnerko začela en projekt Atlantis. Ne? O tem bom še dosti kasneje govoril v prihodnosti. Ne? Atlantis je bila v bistvu neka, bom rekel, generacija, neko ljudstvo, ki je bilo zelo razvito. Ampak zakaj je bilo razvito? Zato, ker so imeli to povezavo z duhovnim svetom, ker so imeli to povezavo z vodniki in so dobili navodila, dobili so informacije in dejansko so ves čas vedeli, kaj narediti. Seveda, potem so se te stvari dejansko pač malo spremenile in pač malo se je zadeva, bom rekel, šla v napačno smer, ne? Ampak to je spet druga zgodba. Bistveno je, da so imeli to sposobnost. In dejansko to sposobnost želim tudi jaz prinesti in dejansko pomagati, da ljudje razvijajo v partnerski odnos. Ampak gremo nazaj na vodnike in na duhovni svet. Ne bom rekel po reklamah, ampak po požirku vode. Poglejte, midva z mojo partnerko sva pač se dejansko pač natrenirala, da vedno sprašujeva najne vodnike za vodstvo, za usmeritev in tako naprej. In potem enkrat jaz vprašam, ne, ali bi bilo v redu, če gremo na morje. In moj vodnik mi pove, da je super. In potem sem pač, bom rekel, v šali sem rekel Carmen, ne, moja partnerki, ne, da ne vpraša tudi ona svojega vodnika, ali je v redu, da gremo na morje. Ne. In potem pravi on, da ne, da je boljše, da gremo na Štajersko. In potem meni ni bilo jasno, kaj se tukaj dogaja. In potem sem pač dobil idejo, ne, morate razumeti, da naša komunikacija z vodniki je včasih majčkeno omejena in dejansko dobimo odgovor na tisto, kar vprašamo, kar znamo vprašati. Dostikrat nam vodniki poskušajo na svoj način nekaj povedati, pa mi ne razumemo. Ne? Zato je super, da bolj in bolj natreniramo in potem dobim jaz idejo in vprašam tega mojega vodnika. Sem rekel, hej ti, pa ti veš, da se on od moje partnerke ne strinja s tabo glede tega, kam gremo. In pravi, ja, vem. Ne? In v bistvu pač meni je bilo to malo smešno, je to sploh mogoče. Ja, to je čisto normalno. Ne? Seveda, zanimivo je bilo, da bom rekel, čez noč sta se potem dogovorila in smo odšli na morje. Ne? Potem drugi primer je v bistvu, mi da imava eno malo psičko. 6 mesecev je stara, sedaj pred kratkim je dobila nove zobe. V bistvu tisti, ki imate otroke, veste, da pač zobi bolijo. Ne? In jaz tega nisem vedel, tudi Carmen ni vedela, da dejansko pri psih se podobno dogaja, da lahko psa bolijo zobe in nisem vedela, kaj narediti. In jaz potem vprašam svojega vodnika, a je v redu, če pač dava psu lekadol. In pač vodnik pravi, da je v redu.
In potem dava mi 1/4 lekadola na vsake par dni, psička je bila v redu in potem je to bilo ok. Ne? In potem gre eno jutro, to je trajalo mogoče en teden, ne? In potem gre eno jutro Carmen na sprehod in pride nazaj z psičko in psička vsa slinasta okrog gobca. Carmen hitro odide, gre v avto in gremo do veterinarke. In potem pač se pogovarja z veterinarko, ne? In potem veterinarka vpraša, kaj smo naredili. Ja, dali smo lekadol, se pač za ljudi pomaga lekadol, je za pse gotovo prav tako v redu. Ne? In potem veterinarka pove, ne, da je pač lekadol smrtno nevaren. In dejansko rezultat tega je bilo, da je naša psička ostala praktično 2 dni na veterini, da so ji kri izprali in tako naprej. In potem jaz vas besen in tako naprej, ne, se potem pogovarjam z mojim vodnikom. Sem rekel, poglej stari, a pa si ti to vedel, da je lekadol pač problematičen za pse? In pravi, ne, oprosti, pač nisem strokovnjak za pse in pač nismo vedeli. Ne. Ok, pač bom rekel, da skrajšam zadevo in naredim en zaključek. Ne. S tem mojim vodnikom sem se pač dogovoril, da so pač neki dodatni stroški od veterine in sem ga prosil, da mi malo pomaga, da dejansko plačamo te stroške za našo psičko. In dejansko v roku pač dneva, 2 je prišla kot zlepa ena stranka, takoj se odločila, takoj plačala in sem rekel, ok, hvala. Tako da razumete, ne, dejansko mi vsi imamo vodnike in sedaj seveda, ko nekaj sprašujem glede psa, mojega vodnika, mi on že takoj pove, play, tukaj se ne pogovarjava, jaz dejansko se s tem ne ukvarjam, vprašaj me kakšne druge stvari. Ne. Ama razumete? Ne? In to pomeni v praktičnem smislu, potem spoznavaš svojega vodnika, spoznavaš njegove informacije, spoznavaš njegovo možnost. Ne? Ker pogledajte, ogromno ljudi prihaja k meni, komunicira dnevno z svojimi vodniki, nima rezultatov in enostavno ne ve, zakaj to. Ampak oni so sveto prepričani, da če oni komunicirajo z vodniki, potem njihovi vodniki lahko, bom rekel, so direktno pri Bogu, direktno pri najboljših informacijah in vse vejo in so nezmotljivi in tako naprej. V bistvu vse skupaj je brez veze. Moramo razumeti, to je dejansko realnost, to je hierarhija, mi se razvijamo, naši vodniki se razvijajo, ko se mi razvijamo, potem se pa zgodita 2 stvari, ali se naši vodniki razvijajo z nami, ali pa dobimo nove vodnike. Ne. Tako da v bistvu morate razumeti, ne. In gledajte, na vseh področjih dejansko, ko komunicirate z nekom, ki je nek medij, ne. Danes je medijstvo in pač jaz tukaj se ne želim izpostavljati, jaz tukaj pač imam neke sposobnosti, ne, ampak zaenkrat se ne grem nekega medija. Ne. Ampak danes, v današnjem času, imamo toliko ljudi, ki kanalizirajo. Mihaela, Gabriela, ne vem, to civilizacijo, uno civilizacijo. Ne. Morate razumeti, da vsak lahko kanalizira samo tisto, iz katerega nivoja on prihaja. In zato recimo potem dobim stranko, ki je bila pri neki coachnici ali coachu, ne vem, se nima veze, kjer so jih učili manifestiranje iz 5. dimenzije, ne, ampak v bistvu nobene realnosti. Ne. Ker pojte, morate vedeti, če vi komunicirate z angeli, potem morate komunicirati z angeli, potem morate dobiti nek rezultat. Ne. In če recimo nekdo pride k meni na trening, ki komunicira z angeli in ne vem kakšne stvari, pač to je samo primer pravim, ne, in potem pač vidi, da mu jaz lahko pomagam, je pa tukaj ena cena, ki jo je treba plačati in potem mu angeli ne more pomagati, da pride do tega denarja. Ampak razumete, tisto, kar jaz govorim, osebna rast mora dati vedno rezultate. Ne? In dejansko v bistvu ti vodniki ti morajo pomagati na tej tvoji poti do rezultatov. Ker če tega ni, potem je vse skupaj mogoče iz nižjega nivoja, kot smo se mi to sami predstavljali. Zato, ker vsi bi danes nekaj, bom rekel, manifestirali iz 3D, 4D, 5D, 6D. Ravno danes sem spraševal v bistvu moje vodnike, koliko je sploh teh dimenzij. Precej, neomejeno. Ampak mi še nismo tam in ogromno tega mi niti ne poznamo. Ampak bistveno je, ne, da ko vidite, da če dejansko pač sledite neki informaciji, če sledite nekemu sporočilu, potem poglejte, ali so tukaj tudi rezultati, ali ta stvar v praksi deluje, ne, tako kot pravijo v cerkvi, ne, tako kot nebesih, tako na zemlji. Ne. Okay, ne, ampak razumete, ampak to stvar je treba še majčkeno, bom rekel, nadgraditi. Ne. To pomeni ravno tako, bom rekel, sam
bom rekel, ta kanaliziranja in vse te zadeve včasih prihajajo, bom rekel, iz zelo čudnih nekih dimenzij in iz čudnih kanalov. Ne? Ker poglejte, kako dejansko deluje duhovni svet. Duhovni svet dejansko ti poskuša priti nasproti. Če sem jaz recimo katolik, ne, če sem veren, ne, in imam nek odnos do Marije in potem pač srečam neko duhovno bitje, se to duhovno bitje lahko spremeni in mi predstavi kot Marija. Zakaj? Zato, da jaz ne padem skupaj in da ne gledam, kaj se tukaj dogaja in vse te zadeve. Ampak razumete? Tako da dejansko ogromno ljudi, ki komunicirajo z Marijo, to še daleč ni Marija, z angeli še daleč niso tisti angeli, za katere oni mislijo, da komunicirajo in prevajajo. Glejte, zato, ker morate razumeti, danes, v današnjem času, to je, bom rekel, na žalost. Osebno izkušnjo vam povem, ljudje imamo radi neko komplicirano zadevo. Ravno sedaj imam pač vabilo za energijski pretok, to je dejansko energijsko polnjenje in energijsko zdravljenje notranjih organov, odpravljanje blokad, fantastična zadeva z zelo preprostim imenom. Energijski pretok. Ne? In dejansko ljudje so zelo, bom rekel, tako skeptični. Energijski pretok preveč, bom rekel, preprosto. Ne? Kvantna transmisija, ne vem kakšne zadeve, samo da je kvantno in tako naprej. Brez veze. Tako kot sem rekel, zadeva mora delovati. Ne? Ravno tako sem naredil pred kratkim, ravno en teden nazaj, en eksperiment. Pa, glejte, v bistvu naredil sem ga v dobri meri, ker pač moje poslanstvo je, da pomagam ljudem. Ampak dejansko želim vam povedati in vas prositi in vam pomagati, da ne padete na neke poceni fore. Glejte, jaz vam v bistvu pomagam, moje poslanstvo je, da dejansko pomagam partnerstvom, parom, da dvignejo, da obudijo svoje partnerstvo, da ga dvignejo na višji nivo, da dejansko v svoje partnerstvo vpeljejo vrednote, vizijo, ki je višja kot so samo oni sami, da se ne opletamo ves čas, kaj zdaj meni všeč, kako to, ampak da dejansko imaš neko, da hočeš doseči v življenju nekaj več. In potem avtomatsko pride do več sreče, več ljubezni in tako naprej. In del tega, pač moja ponudba je tudi brezplačni pogovor. Pač jaz dejansko ponujam, kdorkoli želi preveriti svoje partnerstvo, da pogledamo te zadeve, da se pač oglasi pri meni na brezplačnem pogovoru in mu potem povem in se pogovoriva, kaj bi rabo in tako naprej. Ampak za brezplačni pogovor je zelo malo zanimanja. Ampak prejšnji teden pa sem dal ven ponudbo za partnersko diagnostiko. Dobil sem 150 prijav v 2 dneh. Tako da sem bil totalno zasut in delam po cele dneve. Ok, super. Tako da razumete, v bistvu morate ravno tako, bom rekel, kot se tiče duhovnega sveta. Višji nivoji so zelo preprosti. Resnica je zelo preprosta. Če v bistvu rabite 7 strani neke razlage za neko zadevo, kako je to neko spiralno in ne vem kakšno hektagonalno in kako neke te zadeve, potem v bistvu, gledajte, to je moja izkušnja in verjamem, da je iz nekega, bom rekel, precej visokega duhovnega sveta. Ok, pogledali smo vodnike, pogledali smo dimenzije, vedno gledajte na rezultate. Spomnil sem se še na mrtve, o mrtvih pravijo vse dobro, in v bistvu mrtve pustite, da pač živijo svoje življenje. Lansko leto sem imel sam osebno izkušnjo, oče mi je preminil, je odšel v duhovni svet, in sem potem parkrat z njim komuniciral. In kaj sem ugotovil? Ugotovil sem, da ima novo življenje, da ga v bistvu te stvari razen toliko, kolikor jih pač je nujno, ne zanimajo. Moj oče je celo življenje vlagal, dejansko celo življenje njegovo je bilo vrt. Imel je eno najlepših, bom rekel, vrt, balkon, rože na Bledu. Okay? In potem, ko jaz njega sprašujem, kako je glede vrtega, kaj skrbi, kaj bomo mi delali, zdaj pač potomci in tako naprej. A veste, kaj ga skrbi? Bore malo. On ima druge stvari. In dejansko pač morate vedeti, da tisti, ki imate željo komunicirati s svojimi starši, s pradedniki,
predniki, katerko. Vse to je možno. Ampak morate vedeti, da dejansko interes po taki komunikaciji imajo samo tisti naši predniki, ki so se zataknili v nekem umestnem prostoru, ki so se zataknili v svojem poslanstvu, ki so se zataknili v svoji viziji, kaj dejansko kot duše morajo narediti, kaj se morajo naučiti. Vsi ostali, ko pridejo gor, nazaj, domov, so doma. In potem tista izkušnja izleta na zemljo jih praktično ne zanima več. Ali grejo naprej, ali se učijo, dejansko sploh ni nobenega razlike za njih. A razumete? Ne? Ker včasih sem fasciniran, da ljudje so pripravljeni plačati par 100 evrov za neko komunikacijo z predniki, ne? In iščejo v bistvu, kaj je namen mojega življenja, kaj je namen, kakšno sporočilo imajo predniki, kaj je to. No? Ok, mimo grede. A veste, kaj je namen vašega življenja? Tisto, kar se boste vi odločili. Duhovni svet, vodniki vas bodo podprli v tistem, kar se boste vi odločili. Seveda, da se pravilno odločate in da dejansko razumete stvari, zakone, življenja na zemlji, je včasih super, da imate mentorja, da imate coacha, ki vam pomaga, ki vas vodi, ampak to je že druga zgodba. Ok, v bistvu upam, da sem vam dal danes mogoče kakšno informacijo, da ste malo bolj razumete, da vse te stvari niso tako preproste. Mogoče se dotaknem še ene zadeve, ne? V vesolju je vse izmenjava energije. Razumete? V vesolju je vse izmenjava energije. Dam, daš. Okay. To pomeni, brezplačne stvari ne obstajajo. Ne? Okay. V tem sem tudi en članek pred kratkim napisal. Ne? V bistvu brezplačni video je v redu, je moja investicija v vas, v vaše znanje, pač mogoče za neko željo, da se nekdo tudi odloči, da bi hotel še to nadgraditi in potem tudi pač za svojo energijo te stvari povrne. Ne? Ampak tukaj želim govoriti o nekih drugih zadevah še, ker pač vse se tiče tega duhovnega sveta in skrivnosti. V duhovnem oziroma energijskem svetu nič ni brezplačno. To pomeni, vedno, ko vam nekdo prodaja neko brezplačno odpuščanje karme, brezplačno, ne vem, kakšno transformacijo in tako naprej, v bistvu, dve stvari sta. Ali zadeva ne funkcionira, ali pa mora tisti, ki to ponuja, sam plačati za to. Ama razumete? Ker če vam jaz ponujam, ne vem, brezplačne piškote, ne, ali jih moram sam speči, ali jih pa moram kupiti, da jih lahko ven dam. Ne? Seveda, poglejte, kdaj pa ta stvar deluje? Ta stvar deluje takrat, ko se vi pač prijavite in dejansko ta vaš interes naredi nek preskok in dejansko si s tem interesom zaslužite nek rezultat. Ampak če hočete neko večjo transformacijo v življenju, je vedno treba plačati neko ceno. Seveda obstaja lahkotno manifestiranje, lahkotno kreiranje. Ne? Ampak v bistvu, plejte, obstaja tudi v fitnessu lahkotno fitnesiranje. Ko grem jaz v fitness, pač delam za veliko težo, ne? Se znojim, ampak dejansko imam lahkotno energijo. Ampak moram delati. Mišice ne nastanejo same od sebe. In ravno tako rezultat v nekem energijskem smislu in v nekem duhovnem smislu ne bo nastal sam od sebe. Ne da bi jaz vedel. Če me pa želite in me lahko presenetite, sem pa vedno odprt za to. Ampak dejansko lahko vam rečem, da v svojih pol stoletja izkušenj, ne, in dejansko od tega skoraj mogoče par let manj, ampak niti ne, bom rekel, vsej že, pač smo se že kot mali zavedal pač energije duhovnosti, duš, ne. Vedno sem čutil, da obstaja nekaj posebnega, ne. Vse gre po nekih zakonih, vse gre dejansko po nekih sistemih. Ne? In ko mi to razumemo, rezultat ni nobenega problema. In odplačanje karme, in odplačanje v bistvu starih dolgov, dejansko vse stvari se da spremeniti. Ne? Ampak seveda, kot sem rekel, ne, je treba nekaj vložiti. Tako da v bistvu, pogledajte, upam, da dejansko moja želja je, da vas spodbudim, da dejansko investirate in trenirate to povezavo z duhovnim in energijskim svetom,
z našimi vodniki, ne? Da trenirate, da jih vprašate. Tako da v bistvu, da poskušate dobiti neko poskušate začutiti, ne? Lahko jih pogledate čisto praktično, lahko jih vprašate, ne, svojega vodnika, pa rečete, dragi vodnik, pa želim se povezati, ne? Potem v bistvu prosim za neko znamenje, da začutim v sebi, da je odgovor da. Včasih lahko to začutite skozi desno roko, postane toplejša, skozi levo roko, ne? In potem na ta način dejansko začnete neko začetno komunikacijo. Ali je v redu, da se v bistvu odločim v to smer? Vprašajte zdaj tukaj, ne? Ali je pač informacija, ki jo prejemam od tega videa, resnična? Vprašajte in potem poslušajte sebe, ne? Kaj boste začutili. Ne? In dejansko, ko boste to komunikacijo razvili v večji meri, ne? Ampak sporočilo tega videa je pa bila, da hkrati razumemo, da naši vodniki so na nivoju, kjer so, in nam lahko dajo informacije, ki nam lahko dajo. Drugih informacij, dokler se ne razvijamo in dokler ne pridemo v stik z neko drugačnim znanjem, nam jih ne morejo dati, nažalost. Ne? In potem v bistvu je pač to vse ok. Potem nismo razočarani, če ni rezultata, samo raziskujemo naprej. Ker morate vedeti, v življenju, v osebni rasti, v duhovnosti, če ni rezultata, isto za mene, glejte, sej tudi meni ne gre vse po maslu, ne? Včasih malo po margarini, včasih pa je treba precej delati, večinoma, ne? In potem se sprašujem, kaj še ne razumem, kaj moram delati drugače in tako naprej. In bom rekel, ta povezava z duhovnim svetom, z vodniki nam lahko bistveno olajša življenje, bistveno pomaga. Ne rabimo, bom rekel, porabljati cele dneve, da razmišljamo nekaj, lahko v sekundi dobimo idejo, v sekundi dobimo rešitev, v sekundi najdemo pot. Ne? In to je v bistvu tisto, kar sem vam jaz rekel, projekt Atlantis. Ne? Življenje z, bom rekel, energijo, življenje z duhovnim svetom in potem na ta način kreiraš lahko v bistvu in postaneš srečen posameznik, kreiraš eno uspešno partnerstvo in si tudi v poslu uspešen. Ne? To je bilo eno moje sporočilo za danes. Če vam je bilo všeč, bi bil vesel tudi kakšnega všečka, tudi vi dajte malo ljubezni. Če še niste naročeni na YouTube ali pa na Facebook kanal, se prijavite, pripravljam še druge tematike, ne? Ampak za danes dejansko vam želim, da si vzamete malo časa in da dejansko greste skozi to, ali je to resnica, in upam, da vam lahko ta informacija, to znanje, ki ste ga danes dobili, in seveda ta energija olajšata in spremenita vaše življenje. Ostanite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.